V strnjeni vasici Stara Fužina na Gorenjskem stoji hiša, ki ima krasen razgled tako na Vogel kot na Triglav. V Triglavskem narodnem parku veljajo zelo stroga gradbena pravila. Streha mora biti obvezno dvokapnica z naklonom 40 stopinj, hiša mora imeti podolgovat tloris v razmerju 1:1,4 in ohraniti je treba čim več tradicionalnih arhitekturnih elementov iz tega okolja. Predstavili vam bomo družinsko hišo, ki se nahaja v Stari Fužini v Bohinju. Tukaj stanuje 5-članska družina, ki si je želela, da njihov dom navzven ne bi preveč izstopal iz te idilične okolice. Tako je v sodelovanju z arhitektom novogradnja dobila podobo, ki spominja na tradicionalne kmečke hiše, ki so značilne za to okolico. Notranjost hiše pa ima menda nekoliko drugačno zgodbo. Pa si poglejmo. Moja današnja sogovornika sta gospa Maja, ki je poskrbela za notranji interjer v tej gorenjski hiši, in gospod Matjaž, ki je arhitekt in glavni stvaritev, recimo temu, zunanjosti hiše, skeleta. Vem, da se najprej beseda preda gospe, ampak ker gremo iz zunanjosti proti notranjosti, bova začela z gospodom Matjažem. Začne se vse skupaj pri parceli, gre za novo gradnjo, ne? Začeli ste s parcelo. Zakaj je ravno ta parcela, kako ste jo vi doživeli? Ja, seveda, parcela je bila seveda kupljena strani investitorja, ampak je pa svojevrstna in glede na to, da je sredi vasi Fužine, ne, je specifična in pravzaprav zelo kvalitetna. Moj princip projektiranja je zmeraj genius loci, pomeni imeti, vsaka parcela ima svojo specifičnost in ta parcela ima par zelo lepih elementov, sicer pogled skozi dolino Voje proti Triglavu, potem zraven teče reka Mostnica, parcela je zelo dobro osončena, je pravzaprav lepo odmaknjena od vseh ostalih hiš, kar je za bohinjski konec specifično, oziroma zelo redko. In pravzaprav okrog nje je vaško okolje in pravzaprav prijeten ambient že brez hiše, ne. Pri projektiranju hiše je moral arhitekt med drugim razmišljati o zahtevah, ki so zapisane v lokacijski informaciji, in tudi o željah investitorjev. Nekaj kompromisov je seveda bilo potrebnih, vendar nosi končna podoba hiše, ki je orientirana proti dolžini parcele, zdaj več značilnih bohinjskih elementov, kot so gangi, nadstreški in tudi del fasade, ki je lesen s križi. Pred zidavo je na parceli stal manjši kozolc, ki so ga zaradi pogledov oziroma umestitve hiše morali razstaviti in prestaviti na drug konec parcele. Tako ima hiša zdaj na jugovzhodni strani pogled na Vogel, na severni strani skozi dolino Voje v smeri Triglava in na vzhodni strani proti Pokljuki. Potok, ki teče niže pod hišo, pa ustvarja odlične mikroklimatske razmere in seboj prinaša pomirjujoč šum vode. Če začneva najprej recimo pri občini, kaj je tisto, kar lokacija zahteva, kakšna mora biti hiša od strehe do vsega? No, recimo, streha pač mora biti dvokapna v naklonu 40 stopinj, potem hiša mora biti podolgovata v nekem razmerju 1:1,4. In pa treba čim več ohraniti oziroma čim več pripeljati nazaj elementov iz tega okolja. Zato, ker moramo vedeti, da Stara Fužina je že v Triglavskem narodnem parku in tle so kar malo više zahteve oziroma bolj ostre zahteve. No, se mi zdi tako laično gledano, da vam je to zelo dobro uspelo. Takoj, ko sem prvič zagledal to hišo, sem imel občutek, da gre za obnovljeno staro hišo. Se pravi, je bil vaš... Ja, je bil tak namen, pravzaprav, da ne delamo neko hišo, ki bi izstopala, ampak bi se probala vključiti v to okolje. To se pravi, uporabili smo tle tudi elemente kamnite kletne fasade, potem v parterju ali pa pritličju je zidana fasada. Podstrešje oziroma mansarda je pa pravzaprav narejena v leseni izvedbi, oziroma tudi lesena fasada, tako da je pravzaprav tak tipičen pristop, kot so ostale stare hiše. Pa tudi že sam vhod v hišo je s tem kamnitim portalom značilen za to? Ja, to je zelo značilen vhod. Tudi tako morate vedeti, da so bohinjske hiše velikokrat seveda locirane v hribu. Zato je ta vhod specifičen, tudi zato ima stopnišče. Stopnišče je vgrajeno z polno steno. V starih hišah je bilo pod takim stopniščem bonače vhod v klet. Tle tega ni, ampak
potem pa prideš do portala, kjer je pa tudi tipičen, bi rekel, bohinjski portal, ki pa nažalost ni star, ki so ga z investitorjem iskali, ampak je v bistvu nov, ampak narejen po maniri bohinjsko. Razporeditev prostorov v hiši je tipična za družinske hiše. V kleti so kurilnica oziroma tehnični prostor, shramba in manjši fitnes. V prtličju so skupni bivalni prostori, spalnica staršev, v zgornjem nadstropju pa kraljujejo 3 hčerke, ki imajo vsaka svojo sobo, namesto hodnika pa je tu še skupen družabni prostor. Gospa Maja, kako ste pa vi združili to zunanjost hiše, ki je nekako tradicionalna, se pravi usklajena z okoljem, in pa to notranjost, ki deluje precej drugače? Ja, tukaj smo pa naredili en manjši preobrat. Hiša je nova, narejena za potrebe današnjega časa, današnjega sodobnega bivanja in zato smo se po nekem pogovoru z lastniki dogovorili, da bomo pa v notranjosti obrnili zadevo in bomo naredili nek sodoben interjer, ki bo zadoščal za vse te potrebe vsakdanjega življenja. Pa kljub temu mogoče s kakšnim detaljem prinesli v notranjost kanček tega starodavnega, recimo z nekimi čipkami na zavesah, kjer se pojavi ta srček, gorenjski srček, kjer je tudi na ograjah, zunanjih gankih in tako naprej. Pa so še kakšne druge značilnosti, bi rekel, iz tega tradicionalnega okolja, kot se mi zdi, ne vem, sred bivalnega prostora kamin, ognjišče, toplota? Ja, hiša je bila že tako zastavljena strani arhitekta Tjaža in v sredinskem delu je bil postavljen neko ognjišče, kamin, ki je sedaj ratal pač tak sodobnejši kamin, ni več to neka kmečka peč, ki se odpira proti temu glavnemu delu hiše in kuhinji. Ohranili smo pa tudi namesto neke sodobne jedilnice smo naredili veliko mizo s klopjo, kar je pač neka značilnost za stare kmečke hiše, da se je čim več ljudi lahko spravilo za mizo. Kakšne materiale pa ste izbirali pri opremljanju notranjosti? Ja, glede na to, da je hiša tako lepo bohinjsko zastavljena z zunanjosti, smo navznoter vsekakor se bolj osredotočali na neke naravne materiale, tako da smo na primer za finalni pod izbrali hrast, ki je malo parjen, tako da je malo temnejša barva in s tem dobi tudi malo več te patine. Izbrali smo malo večji format kot nek ladijski pod, kar je bilo včasih v teh starejših hišah. Ostalo pa je v lahkotnih barvah, svetlih tonih, pa seveda z kombinacijo lesa, zato da ohranimo to domačnost. Kombinirali smo ponekod podne s keramiko, zato ker pač v Bohinju je tudi precej spremenljivo vreme, dosti dežja in dostikrat se pride v hišo z mokrimi čevlji, tako da na samem vhodu smo sigurno se odločili za keramiko, kjer smo tudi zasnovali opremo tako, da smo uredili nek poseben prostor za dežnike, ki je čim bližji vhodnim vratom. Arhitektka pravi, da je bilo izredno pomembno, da jo je družina poiskala že med samo gradnjo, saj je dobro, če se načrtovanja opreme lotimo še preden je položena vsa napeljava. Pogosto se namreč zgodi, da je treba prvotno zasnovo tlorisa nekoliko spremeniti, da na koncu dobimo želeno zasnovo prostora. Tudi tukaj je bilo podobno. V dnevnem prostoru so spremenili predviden položaj kavča in televizije, da so lahko v prostor postavili zares veliko sedežno garnituro, tako kot si je družina želela. Sicer so se držali osnovne arhitekturne zasnove, le eno steno v dnevni sobi so malenkost podaljšali, da so ob njo lahko postavili večji televizijski zaslon. Gospa Mojca, vi kot gospodarica tele domačije ste gotovo imeli glavno besedo pri notranji opremi, morda tudi pri zasnovi hiše. Kakšne so bile vaše zahteve, želje? Najprej so bile moje želje, da ni velikih hodnikov in veliko balkonov. Kar se pa tiče notranje opreme, sva kar dosti drugače skupaj opremljala in izbirala. Moja želja je pa bila, da so v kuhinji ravne flehe in da je pult malce višji, ker so oba bolj večja, da se lažje kuha, peče. Se pravi, dokaj skromne želje. Ja. Pa vi ste ji uspešno to uresničili? Ja, vse sem mogel uresničiti.
oziroma skupaj sva. Naša želja je pa tudi bila, da dnevna pa bivalni prostori, da so čim večji, da smo lahko skupaj, da se lahko vseh 5 tam navala posedežni. No, vi kot gradbenik ste imeli tukaj še posebno nalogo, namreč sami ste zgradili lastno hišo. Kako ste pristopili k temu? Mogoče, če ste zase delali, kako drugače, ste bili bolj natančni, ste dali več materiala noter? Pri stopu nisem nič drugače, kot pri drugih. Malo več smo razmišljali o tem, da ne bo kaj narobe. Drugače je pa težje sebi graditi, kot pa naročnikom. Naročniki imajo svoje želje, svoje izbire materialov, pri sebi moraš pa to vse sam narediti, kar je dosti zahtevno. Kakšne zahteve ste imeli ve punce za svoje sobe? Ja, hoteli smo pač vsaka svojo barvo. Aha, in ti si izbrala? Jaz sem zeleno. Zeleno, zakaj ravno zeleno? Ker je moja najljubša barva. Kaj pa ti, Manca? Tako bolj bilo bež, da ni preveč upadljiva, pa da lahko veliko stvari noter daš, da skup paše, da ni preveč tako načičkan pa to. Aha. Sam sem videl, da je tam precej enih stvari, ki se svetijo, pa to deluje, sicer ne deluje načičkano, ampak deluje precej bogato. Mislim zdaj na medalje, na pokale. Kje ste si vse to prislužili, vidve? V bistvu na tekmah, pri kajaku na mirnih vodah, ker nama dost gre, že od majhnega. Super. Kaj pa Ana, tudi že sodeluje pri tem? Ja. Tudi. Super. Me veseli. Športna družina. Kaj pa fitness? Čigav je fitness? Od vseh. Največ pa od Atija. A res? Njegov? Se pravi, to je vaše igrišče? Ja, kadar me najezajo, grem kar dol. Gospa Mojca, kako dolgo že živite v tej hiši? Bo 2 leti. 2 leti. Prej, kakor vem, ste bile vse 3 punce v eni sobi, zdaj, ko imate veliko hišo, ima vsaka svojo. Kako je zdaj bivati? Se več družite, se manj družite? Ne, zdaj je v bistvu bolj fajn, ker prej smo bili bolj majhni, smo bili skupaj v sobi, smo se skupaj igrali. Vse, kar smo nesli v sobo ali pa ven sobe, smo se mogli vsi strinjati, zdaj imamo vsaka svojo sobo, lahko vsaka svojo sobo dela, v bistvu kar hoče, noter daš, kar hočeš, neseš ven, da v bistvu je tebi všeč, ker imamo dosti različne želje. Ampak še vedno se pa največ zadržujemo v dnevni sobi, tudi punce. Vaša želja je bila ena izmed želja, da ni preveč balkonov, ampak en gang ste povsem dobili. Eden je mogel biti. Aha, s tem ste se pa strinjali? Ja. Aha, v redu. Vse veste, kako je to. Kje ima Gorenjka srce? Kje ima Gorenjka srce? Ja, ne vem, enkrat sem eno videl, ki mi ga je dala na dlan. Povejte, Ja. kje? Na polknih ali pa na balkonski ograji? Res je, res je.